Slovensko pokrajino poleg ostalih lepot res zaznamuje tudi sadno drevje. To ni vedno jablana, ampak tudi hruška, sliva, breskev, češnja. Domače dvorišče je bilo vedno urejeno. Sadni vrt, ki je bil namenjen predvsem pridelavi sadja za dnevno rabo in za ozimnico, je bil tisti, zaradi katerega je nastal. Ta vrt je bil večnamenski, saj so se po drevesi pasle ovce, govedo, kokoši in ostalo. Drevo je bilo okras dromov. Sveže in suho sadje, mošt, sok, jabolčnik, tepkovec, žganje so samo posledica teh dreves in pa prehranskih možnosti, ki so jo generirala sadna drevesa. Bogata pestrost sadnih vrst je pravzaprav bogatila prehrano in prehransko ponudbo, kot sva že prej povedala strokovnjakom. Lepota dreves pa je pravzaprav v raznoliki barvitosti krasila in karakterizirala slovensko podeželje. Današnja drevesa, ki so stara 100 in več let, pripovedujejo zgodbo o tistem slovenskem človeku, ki zna poskrbeti zase. Trajnostna pridelava hrane vrhunske kakovosti pa je sama po sebi umevna, saj doma pridelano sadje izkazuje svežino in ne potrebuje drugih obdelav ter dragih prevozov. Jabolko utrgaš z drevesa takrat, ko je zrelo. Ima čas, da dozori v sončnem okolju deželi primerno. Na ta način človek v svojem lastnem okolju s svojim lastnim delom poskrbi za raznoliko zdravo prehrano. Narava da, narava pa tudi vzame. Pristen stik z naravo pomeni, da smo del narave, da živimo z njo v ravnovesju. To je za svet pravzaprav najboljše. Zato toliko besedi o sadnem drevju. In če pogledamo samo v zgodbe, stare zaveze, poznamo zgodbo? Adam in Eva, kače, izgon iz raja. Ta zgodba se danes ponavlja. Le da ni več kače, ampak so zaslužkarji, ki nas peljejo v pogubo. To bomo vedeli takrat, ko ne bo več sadnih dreves, ko bomo zapravili bogastvo naših travniških nasadov.